Dober večer vsem skupaj. V imenu Miljane Cunta, ki je urednica pri Slovenski matici in žal danes bolezni odsotna, bi vas kar sam pozdravil. Sicer sem tudi član filozofskega odseka Slovenske matice, tako da sem tudi nekako del te institucije. Več seveda okrogli mizi v govoru bo povedal naš voditelj današnji. Jaz vas samo pozdravil v imenu vseh treh soorganizatorjev, to so Slovenska matica seveda, potem Društvo slovenskih izobražencev iz Trsta, katerega predstavnik je naš kolega Šček, ki bo vodil naš pogovor, in pa ZRS Koper, Inštitut za filozofske študije, ki ga bo zastopam jaz. Tako da upam, da bo dogodek potekal v vaše zadovoljstvo, da bomo nekako kaj pametnega povedali. Smo na neki varni razdalji, mi trije smo rekli, bomo potem pač poskušali brez mask izpeljati ta pogovor. Bi pa kar prosil Jernej Ščeka, najavil bi ga torej kot našega voditelja. Veliko zadovoljstvo mi je, da ga imamo tukaj, je profesor filozofije na liceju Franceta Prešerna v Trstu, zelo angažiran filozof, mislec, imela sta že en pogovor, tako da se zelo veselim. V varnem zavetju matičinega zapečka izrekam se prisotnim, hvaležen in prisrčen pozdrav. Ob upoštevanju priporočil pristojnega organa za javno zdravje, sicer rahlo, vsaj za 1,5 metra oddaljen pozdrav, za Primorca nekoliko hladen, pravzaprav kar ljudomrzen pozdrav. Koronski dober večer vsem, ki ste nas obiskali v 1. oktobrskem ponedeljku. Bodimo zdravi, tako ali drugače. Taki so pač časi za tiste, ki se trudimo slediti sokratskim zgledom, za vse, ki Kantov znameniti članek Was ist Aufklärung, odgovor na vprašanje, kaj je razsvetljenstvo, beremo integralno, torej od prve strani, od druge strani dalje. Tisti, ki si drznemo svobodno uresničevati javno uporabo uma, ter ekserciramo, izvajamo dolžnosti njegove privatne rabe. Ker sem predvidel, da bo uvodni sofizem uglednemu večeru odžrl dovolj ugleda in bleska, bom nadaljeval resneje s pomočjo teh varnih zapiskov, ki sicer zadržujejo misli, ampak nam bodo v pomoč pri vzdrževanju časovnice, ki je z menoj vedno težava. Okroglo mizo o zdravju človečnosti v koronskem, ne še postkoronskem času, danes torej prireja kot že napovedana rodovitna trojica, za katero lahko rečem takole: tržaški Slovenci brez matice z malo in veliko začetnico ne moremo, obratno pa pač presodite sami. Današnji večer smo naslovili s priredbo sintagme, ki jo vsi poznamo, starorimski komediograf Plaut, ki v 4. prizoru drugega dejanja Oslov, Asinarija, zapiše znameniti lupus est homo homini. Če je aforist Žarko Petan že zdavnaj slavno reklo spregal domačisko, Slovenec Slovencu Slovenec, filozofinja Renata Salecl pa pravkar objavila razpravo Človek človeku virus, aktualizirajočo, smo se mi, neumorni humanisti, primorani vračati k vexata quaestio. K problemskemu izviru filozofske etike in antropologije, ter se vprašati, ali je človek še zmožen biti sočloveku človek. Človeški, še več človečen, human. Plautov kolega Terenci, delo Kaznovalc samega sebe, zapiše vodilo vseh humanistov za vse čase, za vse veke vekov. Človek sem, nič, kar je človeškega, meni tuje. Ki ga potem, kasneje, renesančni esejist Montaigne, kot vemo, ugravira v tramovje domače knjižnice in v katerem so se naslajali vsi po vrsti, ne? To pač poznamo. Cicero, Ambrož, Augustin in tako dalje. Seneca. Terencevo geslo po eni strani pomeni dvoje, dvopomensko. Po eni strani klic k humanitas, k humaniteti, k človečnosti, ki i kristijani pravimo caritas, ljubezen do bližnjega, k glutenu človečanstva,
ki nas lepi s sočlovekom v skupno družinico. Drugi ni sovražnik, volk med volkovi, temveč sočlovek, s katerim smo povezani simpatično. In ko nas uči doktor Škof, v drugem se prepoznavamo zato, ker smo trpeča bitja. Trpimo, v tem smislu sočustvujemo. Terencevo geslo po drugi strani pomeni bodrilo k človeški integralnosti, k človeški organski celovitosti. Torej sprejetje vsega, kar smo, kar je človečnega, še več, kar je človeškega. Vseh sestavin človeškosti. Nič več duša proti telesu, temveč duša in telo. Renesansa mi je žal. Pico della Mirandola, Giannozzo Manetti, Cristoforo Landino, Juan Vives. Pa vendar kaže, da živimo v drugačni dobi. V dobi somraka človeškosti in njegove, naše človečnosti. Plautovsko večno vprašanje, kdo si ti človek, smo prisiljeni spregati osebneje in prima persona. Takole, kje si ti človek? Kam si skril svojo človečnost? Kje si izgubil svojo humaniteto? Kje se skrivata dignitas et excellenza hominis? Dostojanstvo in odličnost človeka. Kot hvaležen moderator tega pogovora, ki se bo vsak čas razvil, obljubljam, 5 dobrih minut, postavljam sogovornikom in slušateljem 3 istočne premise v razmislek, v izhodiščni razmislek. Ali so, prvič, humanistične vede, studie humanitatis, še pripravljene, še sposobne nositi klic, poklic, poklicanost, ki jih zaznamuje in razločuje od tehnike. Torej, njih vlogo služabnice življenja. Humanitas ancilla vitae est. Humanistika kot služabnica živemu življenju. Če ne se izrazim arentovsko, če kdo potrebuje, ali je humanistika še vedno neke vrste služabnica, ki se ne klanja zunaj filozofskim silnicam, teologiji, zdravemu razumu, znanosti, tehniki, zgodovini, celo politiki, celo iz mask se da delati politiko, temveč življenju samemu. Ali je humanistika še nositeljica bakle človečnosti? In tu seveda besede nuča ordineja, za nas je koristno, za nas humaniste, je koristno vse, kar nam pomaga, da postanemo boljši. Drugič, druga od treh premis, jih ni 10. Živimo v dobi razpadajoče zavesti naše človeškosti. V času, ko človek ni več nujna sestavina stvarstva. Je odveč. V svetu, ki s srhljivo naglico postaja nečloveški. Postaja postčloveški. To sem lani v Hongkongu doživel, tam nekje v 56. nadstropju. Rešujemo in bijemo se za vse mogoče. Tu bom zelo grob, priznam. Vzemite me z belimi rokavičkami. Rešujemo bele medvede, eksotična drevesa, staroselska ljudstva. Rešujemo celo planet sam, zemljo rešujemo. Ivan Minati bi rekel, nekoga moraš imeti rad. Frančišek bi sončno pesniško rekel, hvaljen moj Gospod, laudato si, mis signore. Pa vendar, sedanjost je protihumanistična. Zaznamujejo eksplozivni, skrajno nevarni prezir do človeškega sveta. Od vsega imam občutek, še najbolj preziramo sebe. Svojo človeškost. Tisto, kar ostaja od človeka, beži pred človeškim. Nor je, in sam se pripisujem mednje, tisti, ki še ljubi stvarstvo. Amor mundi. In ta razprodaja človeškega se dejansko razkriva na najrazličnejše načine, ki jih je korona privlekla na dan in ki bi jih sam definiral kot beg od sveta. Fuga mundi.
Ali morda doživljamo konec človeštva ne zato, ker je človeškosti preveč, temveč, ker je premalo, ker je v človeku premalo človečnosti. Tretjič, zadnjič, vsak pedagog spremlja z veliko zaskrbljenostjo nove postčloveške pojave. Molk naše mladine. Odčaranost 14-letnika, ki te uči, kaj je življenje in da se nič ne da popraviti. Grozljivi gost, nihilizem, ki vejejo iz Paskalov 3. tisočletja. Z zaskrbljenostjo pedagogi spremljamo tudi nedoletnost odraslih, njihovo globoko razočaranje nad človeškim. In tu bi vam lahko, jih ne bom, našteval cel kup fenomenov, ki jih COVID nekako potrjuje. Negacionizem. Torej, humanist trdi, iščejo se uporniki, ki bi delovali za človeštvo, ne pa proti njemu. Med temi pojavi, ki jih korona pelje kot svoje paradne konje, so tudi simptomi pozno razsvetljenske množične družbe. Množična družba ni fenomen 19. stoletja, novih nacionalizmov, druga industrijska revolucija, če se vrnem v razred, ampak množična družba ustraja v 3. tisočletju. Tista družba, ki podpira močno politiko močnih, nova skrajništva, skušnjava populizma, hotena nevednost, kot bo v kratkem filozof Tomaž Grošovnik objavil v knjigi ravno pri tejle založbi. Prostovoljno suženstvo, kot bi temu rekel Etienne de la Boétie, 500 let nazaj. Prizori iz velikega inkvizitorja. Torej, občutek, da se človeštvo odpoveduje svoji človečnosti in jo prodaja, seveda, tem občutku mora slediti vprašanje, čemu, komu. Humanitas nas morda je ena redkih Noedovih bark, ki nas lahko reši pred horror vakui, grozoto praznika. Etienne Gilson bi dejal, če nam manjka upanja, ne smemo njega obteževati pesimizma, temveč sebe. Brez upanja in vere človeku ne dano živeti. To so izzivi pozno razsvetljenske, sekularizirane družbe. Upati v prihodnost, verjeti, če hočete, v večnost in ljubiti sočloveka, vsemu navkljub. Današnje pogovorno omizje sestavljajo, kot smo slišali, dr. Lenart Škof, filozof, ki je lani pri Matici izdal drugi del impozantne trilogije z naslovom Antigonine sestre v matrici ljubezni. Redovnik in duhovnik pater Karel Gržan, sejalec svetlobe v Zgornji Savinjski dolini, kot smo pred kratkim prebirali v Delovem prispevku, ki ga moji dijaki seveda ki ga obožujejo in se mu pridružujejo v obtožbi s 95 tezami, ki smo jih seveda vsi prebrali. Ter kipar in UNESCO umetnik za mir Marko Pogačnik, ki že vrsto let postavlja kamnite stebre na izbrane lokacije v zaključeni pokrajini, zato, ker čuti in pozna zemljino moč. Torej, skrajni čas, da gremo k pogovoru, za vsakega, če bo šlo, po dve vprašanje. Začnimo pri srednjemu. Pandemija koronavirusa, dr. Škof, ogroža fizično zdravje, a za njim boleha tudi družbenost kot taka. Družbeno zdravje je tudi ogroženo. Prejle je gospod Pogačnik dejal, kam smo prišli daleč stran, ko smo se 10 minut postavljali za to omizje. Torej, vprašal bi vas za vaš pogled na zdravje človečnosti v tem novem času in po vašem, kateri so novi prostori stikanja, srečevanja in izražanja te človečnosti.
Hvala za to prvo vprašanje. Ja, za te nove prostore, je to dovolj na glas, bi še težko rekel, ne, ker jih še nismo morda zgradili, da smo v nekem umestnem času, se mi zdi, ker pa morda prva tista beseda, ki mi pade na pamet in s katero bi začel, je, da se je nekako odprlo polje ranljivosti, ki se je prej nakazovalo bolj teoretskih in tudi seveda kakšnih praktičnih velikih. Ampak zdaj se je nekako pokazalo na globalni ravni, da so družbe postale in tudi posamezniki zelo ranljivi. Ranljivost je v sami filozofiji bila dolgo časa precej zanikana vrednota ali pa pojav. Redko kateri filozof bi rekel te velike tradicije, ne bom govoril zdaj morda o kakšnih krščanskih filozofih ali pa kakšnih bolj obrobnih filozofih tradicije, ampak bi rekel, tradicija, kot jo poznamo, se ni ukvarjala z ranljivostjo, ker se pač ni ukvarjala z telesnostjo, to, kar ste prej omenili, ne? Da je človek nekako postaje celovit v 20. in 21. stoletju. Ranljivost se nekako tudi v politični teoriji zelo dolgo časa pravzaprav skrivala nekje, mogoče je zelo enfatično poudaril pač Marx, ki je pokazal, kaj vse je narobe in tako naprej, ampak nekje šele proti koncu 20. stoletja, recimo Rawls pokazal svojo teorijo pravičnosti ali pa pravice, da je pravzaprav edina naloga družb, da nekako odgovarjajo na vprašanje ranljivosti, čeprav te besede ni uporabil. On je pač govoril o tančici nevednosti, o tem, da recimo, če dam konkreten primer, vsak državljan, ki pač se rodi v neko državo, na nek način, na nek neviden način podpiše družbeno pogodbo, ki mu zagotavlja, da bo v primeru, da bo potreboval neko pomoč, neko uslugo, karkoli, morda zdravnika v tem času, ne, do tega pač prišel. To je pač temelj nekih demokratičnih ustanov. To imamo nekako zapisano v teoriji, v politični teoriji, že kakih 50 let. Demokracija seveda pa nikjer še tega ni uresničila, zato ne moramo še govoriti, da obstaja neka uresničena demokracija na svetu. Na ravni osebnega ali pa tega ožjega medčloveškega se ranljivost kaže v tem, da je ta nekak virus pokazal zelo na nek enfatičen način, da pravzaprav je vse okoli nas neka pravzaprav možnost radikalne ranljivosti, ki se lahko v neki skrajni sili kaže tudi v fenomenih, kot so se zdaj marca v Italiji pokazali, o čemer sem tudi zapisal, seveda ne edini, ne, ko bi spet bila popularna Antigona z njeno zahtevo po recimo varovanju pogrebnih običajev in smrti in tako naprej. To so seveda teme, ki so se zdaj odprle, nekatere so bolj radikalne, nekatere manj. Zdaj same maske, recimo, meni niso tak strašanski problem, ker se mi zdi, da je pač civilizacija se nekako odzove na problem in ga poskuša rešiti in nekako ga poskušamo reševati in nisem tako pesimističen. Sem pa seveda pesimističen vsem tistem, kar je bilo pa tudi že omenjeno, da se pač v tem času, ki se je zdaj pojavil, kaže nekaj težav, ki pa bom zdaj zaključil, da ne bom preveč besed vzel drugim. Na ravni torej mlajši generacije, otrok, predvsem se kaže seveda veliko tesnobe, se mi zdi nervoze, ki bo seveda imela posledice, to so stvari, ki so zelo težko merljive sedaj, zato mislim, da bi mogli dejansko klinični psihologi in seveda vsi drugi humanisti veliko več pozornosti temu dajati, kaj se zdaj dogaja na tej ravni. Na ravni družbenega, političnega življenja opažam seveda še zaprav več tega populizma in več medijskih, bi rekel, neresnic, polresnic ali pa zmede na tem področju, kot smo jo lahko slišali prej. Na ravni medosebnih odnosov je pa seveda mogoče za drugo vprašanje, potem bolj tema, ko bomo spregovorili o etiki. Hvala lepa. Pater Gržan, ključne besede tega časa, izolacija, karantena, medosebna distanca. Od teh fenomenov do tihih pristav, do eremitstva je verjetno dolga pot. Zato bi vas vprašal s še enim Gilsonovim vrhuncem. Kako naj bomo v svetu, ne da bi bili od sveta?
Mislim, da ni boljšega človeka, kot ste vi, zato da nam pokaže svoj pogled na dialektiko kontemplacije in dejavnega življenja. Torej molitve in delovanja. Ja, najprej pozdrav vsem. Mi je bilo všeč tisto, kar si rekel, ne, da me dijaki obtožujejo. Veš zakaj? Preprosto zato, ne, ker na nek način sem vendarle predstavnik tistih, ki jih je speljala na površje, ki jih je odtujila od njih samih, ne, ki jim je z informacijami tako natrpali glavo, da ni več tistega umestnega prostora za osebni lastni premislek, ki jih je dejansko speljala v obnebje manipulacije. Ne. In ta obtožiti pomeni tudi tožiti. Ne. Po eni strani jadikovati, po drugi strani pa tudi tožiti, ne. V kaj ste nas speljali. Ne. Od česa ste nas odtujili? Odtujili ste nas od nas samih in zaradi tega tudi od pristnosti medsebojnih odnosov. Ne. Odtujili ste nas mogoče še prav namerno od prebujene zavesti, ne. Ker ko ti človeka spraviš na površje, ne, si ga na nek način odtujil od tiste zavesti, pisano z veliko začetnico, ki se prebuja v globini, skriti kamrici, bi rekel Cankar, v globini osebne biti. Ni singularno v določenih obnebjih samo vesolje, se veste tam, ker se prostor ukrivi, govorimo o tistih črnih luknjah. Ne. Ampak ima vsak človek v svojem osebnem jedru obnebje singularnosti. Tam, kjer se dotikata sveto in svet. Ne. Tam, kjer je tvoj izvor, ker je osebni izvor lastne biti. In ko si odtujen od tega obnebja dotika med svetim in svetom, dejansko te odtujijo od tebe samega. Če govorim iz lastnega izkustva, ne, jaz se najbolj prepoznam, zaznam, začutim v svoji izvirnosti, ko stopim v svet prostor, recimo pri meni doma v kapelo, ali pa pod obnebje katedrale stvarstva. Ne. In ko v tihoti dejansko se prebudim k lastni zavesti. Tam se moja zavest prebuja v zavesti, tam se prepoznavam v izvirnosti svoje osebnosti. Tam se lahko sprejemam v tej izvirnosti. Ne. Ampak mi smo mlade od tam odgnali. Ne. Odgnali smo jih s tem, ker smo zelo pametni in oni se morajo našo pametnost naučiti. Ne. Pa pogledajte, kako pa funkcionira ta po naše pametni svet. Ne. Odtujili smo jih od tiste, bi rekel, tiste enosti, tiste mističnosti, ne, kajti v globini moje biti je bit vseh biti. In ko nisem tuj samemu sebi, ne, se tam, to govorim iz lastnega izkustva, ker že nekaj, čeprav sem kar naprej kje, ne, sem vendarle tudi puščavnik, ne, in v tihoti, veste, v tihoti zaznavam to enost, to globinsko povezanost z vsem, kar je. Ne samo s človekom, ne, sem po 3 letih bivanja v tihoti, se spomnim, ko sem prišel neko noč domov z nekega predavanja, sem zaznal prisotnost teh starih dreves in sem znal, da so to osebnosti. Eni globoki naklonjenosti do moje biti. Tam se rojijo, veste, tisto obnebje sočutnosti. Nas so izgnali iz obnebja duha in srca v pamet. Zato, da nam lahko pametujejo in nas robotizirajo. Ugrajujejo. Ne? Zdaj smo brali o tej pujsi Gertrudi, kak je že ime, ki so jo vstavili čip, 4x4 mm in so prav rekli, kako fino se prilega tam pod lasišče. Ne? In jo lahko na daljinsko vodijo preko računalnikov. Kaj mislite, da bojo končali pri pujsi? Se so že tam napisali, kako bo to pomagalo človeku, ne, ki ima bolezni, ki so povezane z delovanjem možgana. Ampak veste, problem niso samo bolezni, problem bo tudi, če ne bom razmišljal, kot je treba razmišljati. Ne. Glede, ampak ne bom končal s pesimizmom.
Ampak bom končal s tvojimi dijaki. O dijakih se zaznavam, kako se budi zavest, ampak ne samo o dijakih. Zaznavam, kako ljudje zaznavamo, da moramo vstopati v obnebje tihote, da bi več slišali, v smislu, da bi globlje zaznali in iz zaznave razbrali. Predvsem zakonitosti sočutenja, zakonitosti tiste svete enosti, tiste globoke naklonjenosti, spoštljivosti in človečnosti. In vsi čutimo, da se moramo vrniti, ne? Kot je pisal v Delfih, človek na Apolonovem svetišču, človek spoznaj sebe. Ne? Ampak to Apolonovo svetišče je predstavljalo kaj? Mene, človeka, njegovo zunanjost. Ne? Apostol Pavel je zapisal, da smo templji Svetega Duha. In ko si stopil v notrino lastnega jaza, so tam prebrali v svetišču in spoznal bo svet in Boga. Najprej moramo zaznati, prepoznati sebe. Ampak tu imamo, dobro si rekel, dobro, če me tožijo tvoji dijaki, dobro, če me tožijo in upravičeno me tožijo, v kaj smo jih speljali. In moja dolžnost je v tem času, da priznam svojo krivdo, kajti tudi sam sem bil leta in leta manipulant z resnicami in so morali pravilno ponavljati resnice. Ne, ni več čas tega. Čas je, da to našo pamet posveti, globina duha, Sveti Duh bi mi rekli, da jo posveti srčnost, da se posveti v razsežnosti človeške sočutnosti, ne samo do človeka, ne, tudi do kamna. Marko zaznava kamen, ne, ima dušo, ima globino. Moja gospa Kapra, ne, to ni gospa, ki bi imel naš vers, to je gospa Kobelca, prej sem klical soseda, da je dal. Ne. Zakaj rečem gospa? Ker ko me je možganska kap, so bili najbolj sočutni spremljevalci živali. To je gospa. Tako, gospod Pogačnik, kot filozof se soočam z eno veliko težavo, oziroma imam občutek, da je ta čas dejansko iz nekih globokih pradavnin privlekel en pojem, na katerega smo pozabili ali pa smo delali kot da je pa se. In sicer vsaj na Slovenskem imam občutek, da se v druge polovice 20. stoletja tako in drugače nekje sprega pojem želje. Z marksističnega, z psihoanalitskega vidika. Naenkrat pa od februarja meseca, sam v Trstu živim in smo nekako drugače doživljali to situacijo, pa čeprav v varni razdalji, dejansko poslušam o pojmu potrebe. Torej, od želje v družbi blaginje, obilja, naenkrat gremo k pojmu potrebe. In v tem kontekstu se sprašujem, kaj bo, kako opravičevati tisto, čemur je prej omenjeni Ordine rekel koristnost nekoristnega. Torej, umetnika moram to vprašati. Torej, v svetu, kjer je kladivo vredno več od simfonije, nož več od pesmi, francoski ključ več od slike, vse, kar ni kanalizacija ali pločnik, postane mehka, nekoristna vsebina. Vi pomislite na posledice uporabe pojma mehke vsebine. To je čisto razvrednotenje vsega, s čimer se dejansko človeštvo prepoznava kot človeštvo, kar nas razlikuje od stroja. In tu bi vas vprašal, gospod Pogačnik, kako umetnik recimo odgovarja potrebam korona časa in kako odgovarja na to, da je tudi nekoristno dejansko človeštvu koristno. Ja, hvala za to vprašanje, če se bom znajdel.
Ne vem, mogoče ste hotel navezati na pojem reizma in kot je ga definiral Taras Kermauner, ampak on nas ni razumel takrat v 60-ih letih in si je sam to izmislil, ta pojem. Dejansko smo mi govorili o antihumanizmu. Mi smo antihumanisti. To bi v sodobnem jeziku, če bi zdaj govoril, je to problem antropocentrizma. Opazili smo, da je ta družba, ta svet antropocentričen in da ga skrbi samo lastna rit. Oprostite. Naenkrat smo videli, da je nož ali pa vilice, da so ravno tako nekdo, ampak to je bila še mladostna zaletavost, ampak potem, kot recimo Istogeister, ravno tako smo začeli gledati metulje in drevesa, pa gore in pokrajine, in ne samo gledati, ampak naenkrat smo začutili, da so to živa bitja in smo se zavedali, kako zelo smo se zožili potem na svojo človečnost, ki potem neha biti človečnost. Jaz mislim, da je tukaj en pomemben ključ, da se spoznamo kot del večje celote, ampak malo se je pokazalo, da niso to samo metulji in da niso samo drevesa, ki vsi ljubimo in niti gore, ampak da so to bitja. Da zemlja ni samo krogla materije, ampak je živo bitje, je nekdo, ki je imel vizijo milijarde let prej že, vizijo, da se razvije tak planet, ki je živ paradiž in v kateri imamo prostor ne samo utelešena bitja, ampak številne druge evolucije, o katerih danes nimamo več nobenega pojma, ampak jaz jim rečem sporedni svetovi, da je zemlja kot nekakšen grozd različnih svetov, ki naj bi med seboj sodelovali in verjetno sodelujejo, ampak mi smo se zaprli v svojo, ne vem, če se reče temu človeškost, ampak jaz bi rekel, to je ta antropocentrizem, v to svojo osamljenost, mi smo se osamili, ampak to je še ni glavna težava. Glavna težava je ta, da je človek ravno tako tak grozd, torej srečanje različnih svetov, da smo hkrati bitja zemlje, tako kot so elementarna bitja. Znanost trdi, da smo 98% živali, glede na naš genom, in da je razlika med dvema vrstama opic večja kot med človekom in živalmi. To se pravi, naše srce in naša pljuča, to so darila, pa sposobnost, da se gibljemo, vse to so darila živali. In da mislimo morda ne samo svojo glavo, ampak to, da se reče, da mislimo srcem, pomeni, da mislimo skupaj s celoto elementarnega sveta Zemlje. Ta celota je ravno tako zavest, ki združuje vsa bitja. In če prenehamo misliti s to celoto, sej je prav, da mislimo individualno in razumsko, ampak samo, jaz mislim, pod pogojem, da je to v razmerju do te celote, noosfere, to, kar je Teilhard de Chardin imenoval noosfera, sfera, celovita sfera zavesti, katere del smo tudi mi človeška bitja. In mislim, da je čas, da se začenjamo sestavljati, da to je tako, ko se temu reče dialektično, da deloma sebe prepoznavamo v drugih bitjih, vidnih in nevidnih, in po drugi strani prepoznavamo
te svetove v sebi in ker jih prepoznavamo v sebi, spet dobimo stik z njimi, dobivamo stik z njimi. Jaz mislim, da smo na zaključku, da se nehavamo spati in da se prebujamo, bi rekel. Če nam bo to uspelo, bo zmaga. Vračamo se k dr. Škofu in se navezujemo naprej na kraj, ki sva ga prejle zapustila. In sicer vprašanje razmeri, tokrat še vedno, ali pa še enkrat, medosebnih odnosov, medosebnih razmerij. In bi vas vprašal recimo o tem, kako se predstavljate v novi normalnosti, v katero se prebujamo, oblike odgovornosti do drugega. V teh danih, dejansko predpisanih, pa čeprav inštitut uporablja lep izraz, priporočenih pogojih. Ja. Odgovornost, ljubezen do drugega, tudi govorila so o postkrščanstvu, ko so se pogovarjala, kaj bi mogoče malo tematizirala. Ena nevarnost seveda je, da se v tej tako imenovani krizi, oziroma verjetno je kriza, ki je zdravstvena, neke vrste svetovna, globalna zdravstvena kriza, da se seveda potem izgubijo zaradi nekega fokusa na upravičene seveda zdravstvene probleme, da se izgubijo določeni etični problemi oziroma gredo v nek suspens. Zdaj v suspens, kot sem že v prvem odgovoru nekako nakazal, je že šla recimo ta vrednota, nekega absolutna vrednota etike, kot je recimo nek svetost pokopa in žalovanja ob smrti. To smo vsi pač občutili celo v skrajnih primerih, kjer so pač dejansko otroci umrli brez staršev v tisti prvi valu, ko pač izgleda je šlo za neko res izjemno krizo določenih ustanov politike in etike, ki je potem pripeljala do takega rezultata, če hočem tako grobo reči. Po drugi strani, če hočemo biti bolj optimistični, seveda pa ponuja filozofija vrsto mehanizmov znotraj etike, s katerimi lahko mislimo to telo, ki je zdaj tako izpostavljeno na nek etični način. S tem se recimo sam ukvarjam in bom rajši šel na to temo. Temu, kar delam v zadnjem času, rečem etična anatomija, oziroma etična anatomija telesa. In do te misli sem prišel najprej preko Levinasa, ker je pač tisti prvi mislec, ki je rekel, mogoče se danes, da dejansko sarkastično sliši, da je v obličje drugega tisto, ki me nagovarja. Torej tukaj seveda bi bil zdaj problem, ker on je omenjal dejansko obraz človeka, obraz, ne zdaj oči, usta, ampak obraz. In obraz kot seveda nekaj teološkega, religijskega, tudi filozofskega, je tisto, kar je z Levinasom za vselej vstopilo etiko in nekako obrnilo potek etike. Namreč drugi je tisti, ki mi reče zdaj na nek način, poglej me, trpim, sem čuteče bitje, seveda ta drugi je lahko tudi nečloveški drugi, kot se reče v sodobni etiki živali. To so lahko tudi druga bitja, kot zelo dobro ve Markan, kot ve seveda tudi drugi cenjeni gost, Karel. Če pa ostanem vendarle pri medčloveških odnosih, pa to ne pomeni, da ne mislim širše, bi ta etična anatomija pomenila več stvari. Če gremo na discipline, ki jih nekako razvijam, etična kardiologija bi pomenila, da damo veljavo srcu pred tistim, kar so do zdaj misleci vedno poudarjali v filozofiji. Vemo od Platona naprej, je bila to duša, duh, duhovnost, nekaj, kar se je poskušalo definirati z spiritualnostjo, pa v resnici ni moglo biti dlje od tistega, kar je v etimologiji te besede, spiritus, to pa je diha. Torej, stari Indijci so že rekli, da je tista lesk v očesih, ki je značilno vsakega živega bitja, ne samo človeka, tudi živali, in kar je vodilo recimo znanega gozdarja Alda Leopolda, ameriškega gozdarja, ki je zdaj postal filozof, natanko enkrat, ko je opazoval volka, kako umira pred njegovimi očmi, ker je bil pač tudi lovec delno,
ko je videl, da izginja lesk iz očesa, ko je oko začelo dobiti tisto, rekel, neko sivino, takrat je ugotovil, da je to seveda polno živo bitje z nečem, kar je onkraj, recimo, vsakih razlikovanj in je postal pravzaprav nove vrste filozofa in utemeljil novo okoljsko etiko, s katero še danes črpa cela globoka ekologija. No, če se vrnem k starim Indicam. Stari Indici so rekli, da je tisti lesk v očeh pravzaprav boginja, ki po noči in v času spanja prebiva v srcu in so povezali torej življenje z srcem. V srcu, v globini srca je bilo pa za stare Indice sedež diha, torej niso ga postavljali v pljuča. Torej so nekako že zelo stare civilizacije, te misli so recimo tam iz 1500 pred Kristusom, pred našim štetjem, so zelo dobro vedeli, da je človeško telo mnogo več od tega, kar so potem razni filozofi, ki so bili seveda zelo tudi narekovajih pametni, ki so se posluževali znanosti, ugotavljali. Druga stvar, ki me je zelo, rekel, kako dala misliti, je bila Derridajeva opazka o tem, odkot prihajajo solze. Derrida je v enem svojem delu rekel, in temu je rekel potem etična simptomatologija, odkot pravzaprav, zakaj solze ravno privrejo iz oči, zakaj ne pridejo iz ušes in tako naprej. Kaj v človeku, da vzbudi solze? In se je torej začel spraševati o tem, kaj je tisto, kar v meni vzbudi sočutje, žalovanje, kaj je ta čudež, ki ga pravzaprav ne moramo razložiti, sam morda razmišljamo o neki povezavi z kakšnimi kozmičnimi vodami in tako naprej, zdaj ni več časa, da bi šel to temo. Že imenovani Levinas je razvil prvi misel, ki je imenujem etična pneumatologija, ki bi lahko danes rekel, sliši se čudaško, ko je rekel, da je inspiracija in navdih tisto, kar prejemamo od drugega človeka. Se pravi, da tisto, kar nas navdihuje, je v resnici nek dih, ki ga začutimo od drugega človeka, ki nam nekako sporoča, da sva skupaj v neki atmosferi bivanja, ki jo zelo težko opredelimo, ki najlažje rečemo pač nek prostor, neke biti, ki nam je dana, ki nam je na voljo, pa ki je seveda ne prepoznavamo, ker hlastamo vedno za nekim zrakom, ker pa se ne znamo umiriti, to so znale določene kulture, kot je indijska, zelo zgodaj ugotoviti. In vse te stvari so seveda pot proti neki novi paradigmi, ki bi lahko rečemo pot neke, ali je postfilozofija, je to postkrščanstva in tako naprej. Enkrat na eni tej okrogli mizi je pokojni Jože Trontelj, ko sem govoril o teh etičnih anatomskih tezah, rekel, ja, se to je pa v resnici res, se so švedski znanstveniki ugotovili, da je področje ram manj oživčeno, zato da je skozi evolucijo objeme prenašalo na način, ki ni pomenil iritacije, se pravi, da objem pomirja, mora biti nek del okrog ram manj oživčen. In tako na ta način postane koža pravzaprav etični organ in to se danes, to prepovedjo seveda dotikanja in objemanja in rokovanja tudi postavlja neko nevarnost. Torej vse te discipline, če hočem reči etične, ki jih nekako razvijam, ima pa nek način vrhunec v tistemu, kar razvijam v svoji zadnji knjigi pod disciplino etične matrixialnosti. To je pa disciplina, ki je povezana z maternico, z materničenjem kot glagolom, pomaterničiti, torej biti sočuten, biti nekdo, ki pač je sposoben razumeti, da je vsako živo bitje, ki se rodi iz nekega drugega živega bitja, samo po sebi sveto. In ta disciplina na nek način je pa najbolj zagonetna, najbolj globoka, če hočem reči, pa hkrati najbolj tudi zanemarjena v sami filozofiji. Tako da, kot lahko vidiš, je več kot preveč tematik za razvijati, hkrati pa se moramo paziti v današnjem času, da nas ne, dejansko ne, da ne zapademo temu površinskemu načinu razmišljanja, ki govori o ukrepih, o političnih ukrepih predvsem, da torej ohranjamo to, verjetno bo tudi tvoje naslednje vprašanje v zvezi s humanistiko, tudi današnja tema. Humanistika je seveda ta popolnoma nekoristen prostor. Jaz večkrat svojim študentom rečem, predstavljati si nek raziskovalni projekt, ki pač toliko denarja podeli nekemu znanstvenemu opazovanju risov, recimo. Gotovo se da ta denar porabiti z vidika politike na nešteto drugih načinov, ampak vemo pa, kakšno dragoceno se skriva v vsaki vrsti, ki jo želimo s tem borovati.
enako vemo, kakšna je recimo vloga parka. Jaz humanistiko in s tem končal primeren z recimo parki v mestih. Ne. Vsak park se da pozidati, da se narediti nove, preko odlične zgradbe, zelo veliko denarja se da za njih dobiti, ampak tisti park je pa v resnici neko mesto, ki je ponoma nekoristno z tega vidika, kot ga verjetno imenuje kot hermatizem, z ekonomskega vidika bo ponoma nekoristno. Enako vlogo ima humanistika. Sam sicer nisem tak borec, da bi zdaj, jaz sem bolj, rekel, Schopenhauerijanc pa kalvinist, ne, pogledam, če ima človeštvo ta, rekel, gon v sebi, bo to pač ohranjeno zapustilo, če ga pa nima, pa ne vem, kaj se bo zgodilo. Tako, torej, štafetno palico smo Patru Gržanu že podali, čeprav je bilo najno prvi stik, obtožujem, že to bo ostalo zapisano. Pa vendar bi rekel, kot rečeno, moji dijaki Patra Gržana obožujejo zato, ker lahko pač Aristotelovo politiko povežemo s tistimi 95 tezami. In da pravzaprav ugotovimo, da ko se danes govori o ekonomiji, to ekonomija ni. Torej, to, čemu danes mediji in javnost pravi ekonomija, je vse prej kot gospodarjenje, zdravo pameti, lahko rečemo. Hiše, mravljica in murenček. Zatorej, sledeče vprašanje, če iz tega izhajamo. Ali nas bo korona kriza kaj naučila? Torej, iz višin v nižine. In če ja, kaj in kako? Ja, naučila nas bo marsikaj. Kot sem že rekel prej, ne, prebuja se zavest. Mislili so, da nas lahko ukalupijo, ne, da nam lahko vzamejo svobodo, ko so nam govorili o varnosti, ne, zelo premeteno. Tudi na mnoge simbolne načine so izražali pravzaprav to, kar ni dopustno, ker je v smeri ustrahovanja, če ne zlepa, boste pa zgrda odložili svojo svobodo. Ne. Sem pogledal prejšnjo številko naslovnico Družine, verskega časopisa, in tam kaže mlade na srečanju v Stični, ki držijo tiste toplomerne in kot da bi streljali, ne, kot da bi streljali, ne. In ne, to je zelo zanimivo, ko sem šel sam k zobozdravniku v Celju v zdravstveni dom, je tam stal nek človek, ki me je streljal v glavo, moje tretje oko. Da če bi mi dal toplomer v uho, v redu, ne. Ampak da oddaleč, kot s pištolo, strelja v moje tretje oko. Vete, to je fino, ker nam prebuja zavest o manipulaciji, o ustrahovanju, o izrabi nekega virusa, ki dejansko je, ki je hitro nalezljiv, zato, da bi nam odvzeli svobodo, da bi nas na nek način prilagodili za uporabnost, ne? Zato, da bi bili bolj uporabni. Ne? Tudi to, kot je rekel Marko, preden smo stopili sem noter, ne? To globalno zapiranje ust, ne? Molči. Ne? To so, veste, mi ljudje smo izjemno simbolna bitja in na nek način je še bolj učinkovito, če ne ozavestimo, ampak da gre kar v nezavedno sporočilo. Ne? Zelo pretanjeno, zelo zvito, zelo pretkano, ampak se ne damo. To, kar mi je všeč, kar bomo potegnili iz tega, da se budi zavest. Vedno bolj se budi zavest in želim se, da bi se ob tem vedno bolj budila tudi ironija. Ker oni bodo sami hoteli, recimo, da bi tisti prestrašeni in manj prestrašeni, ki čutijo manipulacijo, da bi stopili v medsebojni konflikt. To je gotovo njihov interes, niso butasti. Ne smemo iti v smeri konflikta, v smeri revolucije, ne, ampak v smeri ironije. To pomeni, da moramo ozavestiti, kar je potrebno za varnost. Ne. Prej, ko sem opazoval, kako so nas skoraj merili, a smo čist 2 metra ali nismo, pa to je parodija. Pa to je zezanje. Zezanje v živi mozek. Kot je zezanje, ko vstopim v knjižnico,
pa vidim tam kup knjig, pa rečem, aha, to so pa knjige, ki si jih lahko izberem. Ne, to je karantena. Ne? Karantena. Ne? Iz teh knjig lahko zdaj skoči nevarnost. Ne? Ko grem v trgovino, ko se je pred menoj, torej parodiram, dotikalo tistih makaronov ne vem koliko ljudi, ne? Tam pa ven ne skoči. Ne? Zdaj, to je ta recimo, ta nedopustnost, ne? Ko vidiš, da nas hočejo na nek način spraviti samo v pamet, ne? Ampak v pamet brez svobode, v pamet varnosti, ko nam govorijo, kaj lahko in kaj ne. Bog ne daj, da bi kaj drugega. Ne? In zato seveda moti vse, kar prebuja misel. Sem vesel, da so takšni večeri, kot je ta. Ne? Kultura, to je nevarno. Ne? Tu moramo sedeti, ne, ker lahko skoči nekaj. Skoči in je grozno. Bo, ne? Če vzamemo malo te analize, posledice korona so zelo jasne. Ne? Moti tudi duhovnost. Ne? V Štepcunov pokruh si lahko šel, mi smo imeli cerkve zaprte, razumete, jaz sem kaplan, ne? Župnikom sama pri praznici in tako kaj, ne vem, kako so naflancili papeža Frančiška, da je tam pred praznim trgom svete, zdaj ta prizor, to je manipulacija, ne? To je grda manipulacija. V štacini se lahko stali tam na varnostne, ne? Na trg je mogel biti pa absolutno prazen in to so snemali. Ne? Tudi papež stoji za tem. To so ga vrgli na finto. Ne? Se kot vem iz nekih virov je tudi kasneje to sam spoznal, ne? Da je bil žrtev hude manipulacije. Ne? Torej, pokruh si lahko šel, seveda pod varovalnimi pogoji, ne? Se razume. V cerkev nisi smel stopiti. Ne? Koga moti prebujanje duhovnega potencijala, zavesti? Koga motijo, moramo stati na daljavi, ne? Pa to je smešno, kaj počenjajo v šoli. To je brezumje. Ne? To je dejansko odtegovanje socializacije. Ne? To je taka manipulacija. To, kar je prenesel COVID, je spoznanje, da nas hočejo zmanipulirati, da nas hočejo ukalupiti. To so taka spoznanja in tu se budi zavest. Ne damo se, ne damo svobode. Ne bomo prodali, ne? En politik je rekel pri odmevih imen, ne bomo naštevali. Sedaj ni čas svobode, sedaj je čas varnosti. Kako si drzne? Kako si drzne mi odvzeti svobodo, zato da mi da lažno varnost, ki je dejansko manipulacija? Koliko pa nas cenijo? Ne? Kot osebnost, v naši izvirnosti. Kdo je prepoznal, jaz sem samo v stiku z svetim, z Bogom prepoznal samega sebe, to, kar sem jaz, svoje izvirnosti. Mi ukalupljamo. Mi hočemo ponucati, ne samo naravo, tudi človeka. Kaj prinesel? Ozaveščamo. Prej smo marsikaj kar tak samo v sebi, samoumevno sprejeli, zdaj pa ozaveščamo. Ker so šli v smer norosti. Recimo, primer, kaj počenjajo v domovih ostarelih, to je škandal prvega razreda. Tako na tisti ladji Diamond Princess, kaj je že bilo na začetku, 6 so ugotovili okuženih, pa so jih pa zaprli neprodušno, ne? Na koncu je bilo 712 obolelih in ne vem koliko desetin mrtvih, ne? V Šmarju pri Jelšah, govorim zelo konkretno, najprej en primer, pa so jih pa nepredušno zaprli, pa je bilo pa več 10. Ne? In to so upravičevali, razumete? Tam bil pa hoteli prazni, Rogaška Slatina, Koblaka, fantastično uredili. Ne? In obenem so jih pa zastraševali. Zastraševanje niža imunski sistem. Sam kaj ne smemo. Zdaj vi vdihavate ves ta čas lastne izpuhe, a veste, koliko ste v tem času znižali sebi imunski sistem? V šoli, ne? Maske. Namesto da bi skrajšali ure, pa otroke peljali na luft, da se ukrepi imunski sistem, da bi se razgibali, da bi šli v kakemu potoku, da bi vlivali optimizma. To so manipulacije. Grde manipulacije. Od otrok pa do starejših. Strah, ne? Vse so povedali, da se ne da dom izolirati, pa imajo neke cone tam bedaste, pa govorijo, ne, Bolcano, virus v zraku, ne?
kaj delate take? In pol upravičujejo, ne, da se pač tisti tam najbolj počutijo doma in zato jih ne bojo, kak so, mislim, pa to je polno. Kdo nam to govori? Ne damo se več. Prebuja se zavest. Bog nam je dal zgornji štuk, da ga nucamo. Ne bojo nas utojevali od lastne biti z manipulacijami. Vstopali bomo v naravo, v nebe tihote, v svetišča, kakršnekoli že. Zato da bo Božji duh, da bo zavest pisano z veliko, prebujala zavest, ker je to višji interes. Razumete, toliko tega je, kar moramo ozavestiti in si moramo upati govoriti, ampak skozi ironizacijo norosti. Po eni strani vedeti, kaj je potrebno, po drugi strani pa toliko tega norega, uradno norega, ironizirati, spraviti v smeh. Tega se pa bojijo, ne? Pavliha nimamo več. V času, ko ni bilo demokracije, so rekli, smo imeli Pavlihata, pa smo vedeli vice o Titu, pa Dolancu. Zdaj pa ne vem nobenega vica o teh maskotah, ki nas naj bi zastopale, ki naj bi skrbele za javni blagor. Prosim vas lepo. Čas je, da se prebudi mojstrovina ironizacije, tudi o tem je pisal Aristotel, sicer se je izgubil ta del o smehu v poetiki, ampak gotovo so ga skrili in uničili, gotovo, narekovaj, tisti, ki se bojijo ironije. Kajti umetnost ironije, ko ti veš, kaj je vredno v družbi, kaj tudi v Sloveniji družbi, kaj je zdaj v politiki, kaj je v ekonomiji vredno, ozavestiš, kot pravi Gabrič Učini Življenček, 5:1, ko ozavestiš, ja, to pa to je vredno, ironiziraš pa norost. In to je treba ironizirati. In imamo materijala še pa še. Ne samo za trilogijo. Torej, z naslednjim vprašanjem bi lahko ironiziral tako, da bi enostavno s toplomerom streljal kot s pištolom, ne? To je noro. To je nedopustno. To je škandalozno. Ne? Ker nam zmerijo lahko temperaturo zelo učinkovito tudi, ko dajo to v vhod trenutku. Ko ti pa v daleč meri, veste, že ko vam jaz takle naredim prst, je to neetično in nedopustno. Kaj še reče mi pol en uradno streljal v tretje oko, zelo povedno, ne? Uničiti zavest, robotizirati. S pištole torej do umetnika miru, gospoda Pogačnika, ki ga vprašam, ali se tudi vam zdi, da je naš čas nekje vedno vse bolj naklonjen nasilju kot sredstvo za reševanje sporov. Torej, kot bi se nekako razvadili strpnosti. Kot je pokojni psiholog Bogdan Žorž pisal o razvajenosti, kultura miru razvadila same sebe. Jaz se ukvarjam z delavnicami za mir. In sicer nekaj podobno kot Karl rekel, da vidimo okrog sebe vse te vojne, je pravzaprav razodetje resnice. Torej, jaz gledam s te strani. Jaz skušam vsako stvar gledati z obeh strani, torej senčne in svetle strani. Mislim, da na ta način se med drugim dela mir ali pa sožitje. In tukaj vidim, da smo prišli tako daleč, da se miru ne da več delati, tako kot se je včasih dal še zmeraj s pomočjo Združenih narodov in raznih misij, tako se je dal delati mir. Ampak zdaj se ga ne da več delati. To vidimo, da kar izbruhnejo konflikti. Zaradi tega jaz, ko imam delavnice za mir,
grem zmeraj k vzrokom, da je to v človeku, ali pa vneseno, ne da je to predprijsko v človeku, ampak da je vneseno. Naprimer, mislim zadnjič, ko smo tukaj govorili o evangeliji, sem verjetno o tem govoril, da je v evangeliji po Mateju, naprimer, je vnešen značilni perzijski dualizem, torej vesolje nastaja tako skozi večni boj med dobrim in zlim. In to je ponotranil v svojem evangeliju Matej in to slavimo kot Božjo besedo, ampak v resnici je to čist navaden dualizem, tako pride do sporov in do vojen, ker z moje strani je nekaj dobro, z druge strani je pa moje slabo. In tako obstajajo kot nekakšni vzorci, ki jih je naša kultura usrkala vase in če se še tako trudimo ustvarjati mir, to je preprosto ni mogoče zaradi tega, ker se ne ukvarjamo z resničnimi vzroki. Zame je del antropocentrizma tudi to, da naš individualizem ali pa egocentrizem, se pravi, da zmeraj bolj se gledamo nase kot na neko individualno bitje, pri tem pa pozabljamo, da smo vsi del neke skupnega pravzorca, se mu reče človeško bitje. Človeško bitje je nek pravzorec, ki nas vse povezuje. In kolikor znamo iskati ravnotežje med osebnim in individualnim in pa tistim, kar je vsem skupno, kot logos, kot skupna matrika človeškega bitja, potem ne izgubimo svobode in hkrati ustvarjamo pogoje za resnično sožitje. Tukaj. Še nekaj sem hotel, ampak to sem pozabil. Mir. Mi je vzel besedo. In bomo pustili čas, da se vrne. Poglejte, ura je 7:05, kar pomeni, da je zdaj, smo na razcepu med tem, ali gremo v tretji krog ekspresnih vprašanj, ali si vas privoščimo z izzivi in vprašanji iz publike. Jaz mislim, da se vas je toliko pogumnežev zbralo na ta sicer prijeten večer, da bi si zaslužili svoj prostor. Tako da časa imamo, mislim, dovolj za nekaj vprašanj iz publike. Izvolite. Vprašanj, pomislekov, refleksij, obtožb, j'accuse. Izvolite. Pa bomo? Ja, to je... Lahko prijete sem. Ja, bomo zdaj na mikrofona. Hvala lepa. Martin Brejcel iz Trsta. Bi imel vprašanje, mogoče tudi pripombo za patra Kržaja. Pater, vi ste opozorili na nevarnost, da recimo oblast izkoristi to sedanjo zdravstveno krizo za omejitev naše svobode in za podobne manipulacije. Mislim, da je
to vaše opozorilo na mestu. Marsikdo ga je tudi, torej tudi drugi na to opozarjali, recimo italijanski filozof Giorgio Agamben je podobno kot vi opozoril na to nevarnost. Imam pa tale pomislek, da mogoče se te iste pojave, v teh istih pojavih, da vidi tudi nekaj drugega, namreč poskus prehoda, če tako rečem, od etike, ki postavlja v središče pravice, do etike, ki postavlja v središče tudi dolžnosti. Pač ta kriza nas postavlja tudi pred nekatere dolžnosti, pač moramo se odpovedati nekaterim aspektom, recimo svojemu individualizmu in to pač v korist skupnosti. Pač v ozadju moramo nekje upoštevati spoznanje, da se naša svoboda pač konča tam, kjer se začenja svoboda drugih, če se spomnimo na starega Kanta. To pripombo bi napravil in me zanima vaš komentar. Hvala lepa. Jaz se strinjam z vami, ne? Popolnoma, ampak tu bi samo rekel, ne? Treba je vzgajati tudi odgovornost, treba je vzgajati zavest, ne? Odgovornosti, treba je, dobro je, recimo od ukazovalne retorike priti k retoriki zaupanja v odgovornost, ne? Mogoče bi bila bolj učinkovita, vsekakor pa je potrebno, ne? Pa če rečemo tisto, moja svoboda se konča pri tvoji, lahko bi rekli tudi tako, ni potrebno, da nam omejujejo svobodo, ampak naj nas naučijo biti odgovorni v svobodi. Ne? Tukaj blizu sta bila doma Finžgar pa kot župnik Trnovski in pa Plečnik, ki je, župnik je nagovarjal arhitekta, naj vendarle postavi ograjo na meji med župnijskim in zemljiščem od Plečnika, pa Plečnik ni postavil te ograje, ni naredil načrta in potem, ko mu je Finžgar rekel po nekaj letih, pa zakaj že tega ne narediš, je on rekel, pa saj midva imava mejo. Ne? Bila sta vzgojena, ne? Povedano in tudi potem zaupano, ne? Da bomo vzgoja k temu zaupanju, ki ne odvzema svobode, ampak sama svoboda vključuje meje. Ne? Resnična tukajšnja svoboda je lahko samo prizemljena svoboda, tudi prizemljena v odgovornost. Seveda pa morajo biti posledice neodgovornosti tudi jasne. Za tiste, ki te svobode niso sposobni uresničevati, za tiste pač mora biti moja svoboda, se konča pri tvoji in obratno. Ne? Drugače pa, recimo, rad bi slišal, ne, to besedo, ki usposablja za odgovornost, ne, ki je vendarle v zaupanju, da smo odgovorni, sposobno živeti odgovorno. Se gledam te naše kmete v hribih, ne, sredi katerih živim, tudi sam sem, pravim z radostjo, duhovnik s ponosom, pa kmet, čeprav imam samo 1 hektar zemlje, pa, ne, ampak taka prizemljena logičnost, taka v bistvu previdnost, spoštljiva, ampak tisti zdravi meji. Ne. Recimo zdajle, kmet bi, ko bi videl tole našo sceno, bi se mu zastavilo marsikatero vprašanje. Ne. Predvsem pa se spomnim, ko sem prišel k nekomu v hišo in sem imel masko in mi je rekel tisti, ja, zakaj se pa ti dušiš? Ne. Razumete, se ne bomo objemali, pa ne, z manjco smo se objela, ne, ampak z masko. Ampak, ne, razumete, ta pristnost, ne pa tisto, ko čutiš v zadnji ustrahovanje, ne, in ko nekdo misli na mesto tebe, naj ti da misliti, potem pa pusti moje misli, da misli
in ravna odgovorno iz spoštovanja do lastne osebnosti. Ne. Ampak je potem seveda setev in žetev, vzrok in posledica, če pa nisi sposoben tega, ne, seveda pa morajo biti tudi posledice, ki te prizemljijo v stvarnost. Imate pa popolnoma prav, se popolnoma strinjam z vami. Izvolite. Naslednji, z velikim veseljem. A mi tudi lahko? Jaz bi rad nekaj besed o tem, da so nas postavili v tak položaj, da nam jemljajo svobodo. Ne, tukaj moramo tudi pogledati z druge strani, namreč, da smo to mi, ki sami sebe delamo. Zaradi tega, ker opuščamo svoje bistvo, tisto, kar mi smo. Opuščamo, to je zelo dolg proces, to teče že tisočletja, teče ta proces opuščanja bistvenega in da se nadomešča z nekimi nadomestki. In na ta način nastane nek prostor, ki ga jaz doživljam kot nekakšne luknje v prostoru. Nastanejo luknje v prostoru, ampak ničesar ni praznega v vesolju. To pomeni, da se te luknje napolnijo s tistim, kar nismo. S tistim, kar nismo, se napolnijo. In ker pa to izhaja iz naše zavesti, ta praznina, izhaja je kot negativna slika naše zavesti, zato je to oblika zavesti. In ta oblika zavesti nima nobenega pomena za življenje ali za bodočnost, za razvoj vesolja, ampak skrbi samo, da se sama sebe ohranja. In lahko bi rekli temu demonske sile, ampak ne bomo etiketirali. Zaradi tega, ker to je proizvod ene civilizacije, ki je izgubila svoje korenine v zemlji in v njenih elementih in je izgubila korenine v vesolju in proizvaja neka bitja, ki imajo edini interes, da se ohranjajo in da ohranjajo stanje na zemlji takšno, kot je. In ta bitja inspirirajo, ta bitja zaobjemajo cele narode, pahnejo v nesrečo, zaradi tega, ker iz te nesreče se potem spet ta praznica, nevarna praznica hrani. In zato mislim, da ni prav, da kogarkoli obtožujemo za to, kar se nam godi, ampak da bi bilo bolj pomembno, da nekako vsak pri sebi skušamo ponovno spostaviti stik, te stike, no, vse to, kar smo zdaj govorili, da ne bom ponavljal, ker ni potrebno. In na ta način to je neka pot preobrazbe, nekateri govorijo, da se ukvarjam z zdravljenjem zemlje, ampak v glavnem gre za to, da se najdejo načini, kako preobraziti te oblake, ponavadi se reče temu negativna energija, ampak je več, to je ena določena vrsta zavesti. In mislim, da nas bo tako daleč pretirala, tako kot Karl pravi, da bomo to ozavestili, da to nismo mi, da to ni resnica, da to niso niti neki demoni iz vesolja, ampak da smo mi soodgovorni. Pogumno k besedi, še kdo naj napolni prazen prostor, kot bi rekli predsokratski atomisti.
se nam posebej ne mudi, lahko tudi nekoliko znižamo formalnost, ki je sicer primerna tej dvorani. In morda še sami si kaj podelili. Potem bo pa jaz še rekel. Namreč, v zvezi s korona krizo je treba upoštevati to tisto, kar desetletja govorim, pa noben ne vzame resno, da se kot planet in kot človeštvo nahajamo na prehodu iz ene makrodobe, Platon je to imenoval sončno leto, ki traja 24.000 let, torej 24.000 let, ko gre os Zemlje, ni naravnost, ampak se premika in v 24.000 letih gre skozi cel zodijak. In zdaj smo prišli na konec 24.000 in se spet začenja od začetka. In zaradi tega se godi to, da se čas in prostor, v katerem bivamo, manjšata, krčita, do nič bo to šlo. In hkrati se že začenja, to pomeni, da Zemlja oblikuje iz drugačne sestavine elementov, torej razmerja med elementi Zemlje, zraka, vode, predvsem se spreminjajo in element Zemlje se umika iz fokusa, torej svet je tako rekoč močno materialen, ker je prvinsko vlogo ima element Zemlje in prehaja v dobo iz rib v vodnarja, v dobo vse povezovanja, sinteze. In tukaj so pa elementi zrak in voda, torej zavest in pa svoboda, gibanje. In tako Zemlja konkretno ustvarja ta nove prostore. Te novi prostori so, kot sem prej omenil, klaster, grozd, so kot grozdi svetov, ki so med seboj povezani. Zdaj smo v enem sami taki kugli. To je čist nekaj novega in taki pojavi, kot tako imenovane podnebne spremembe ali pa finančna kriza leta 2008 in tudi pandemija COVID so opozorila, da je pot, torej prostor, v katerem bivamo, obstaja samo še nekaj relativno malo časa in ta malo časa je zato tukaj, da mi prestopimo, ker tisto, kar novo nastaja, ni nekje drugje, ampak je ravno tako tukaj, predvsem znotraj nas. Da imamo čas in če ne bi bilo teh, to je spet en pozitivni vidik nesrečnih stvari, da če ne bi bilo teh opozoril, bi mirno šli mimo tega, kar novo nastaja. Tako da je treba biti tudi nekako toleranten do tega, kar se nam dogaja, ker je to jezik, ki ga govori Zemlja in njena zavest in njena bitja, da nas opozorijo. Vse sem že rekel. Zdaj pa gotovo že kdo dobil pogum. Ne bomo samo mi govorili. Marko, nekateri, no veliko jih je, ki govorijo o ločitvi svetov. A bi lahko tole, kar si ti zdaj tudi nakazal, da ta stari svet se končuje in se začenjajo novi svetovi, kaj še kaj v tej ločitvi svetov čisto konkretnega povedati. Ja, tukaj ne smemo zapasti spet v tisti v dualistični vzorec. Ne smemo v dualistični vzorec, kot eno se končuje in drugo je pa nekaj drugega. Ampak je ravno ta prehod, v katerem smo zdaj, je pomemben zaradi tega, ker
se menjajo te, recimo, zvezdne konstelacije in to nam daje možnost, da opustimo določene razvade odtujenosti, na katere smo se navadili, in hkrati spoznamo nove razsežnosti nas samih in pa življenja okrog nas. Tako da zaradi tega sem mimogrede rekel, da ta svet ni nekje drugje, to novo, kar nastaja, ampak je znotraj, in jaz celo trdim, da Zemlja računa na človeka kot soustvarjalca tega novega, zaradi tega ji ni treba uporabiti kataklizem, ker je zdaj, ko smo tukaj ljudje tako daleč razvili svojo zavest, lahko znotraj zavesti, tudi ta znotraj noosfere, te celovite zavesti, naredi te premike, tako da se pravzaprav nam ni treba presesti na drugo ladjo, ampak znotraj sebe in znotraj stvarstva doživljamo, da tu in zdaj nastaja novi prostor. Iz dveh rib, dvojnosti, to zdaj govorim poetično, se ne spoznam na te zadeve, vodnar, si rekel povezovanje, iz dobe, kjer je bilo res ta polarizacija silno ostra, nazaj v sodelovanje in dopolnjevanje. Od igre med dvema ognjema, ki jo še vedno se učijo, vsaj v nekaterih šolah, oziroma do, kot je rekel Platon, glasbe. Ker se raznolikost glasov prepozna kot medsebojno bogatenje, alt, sopran, bas, tenor, v lučah pojejo 6-glasno, v solčavi preproste kmečke ženice celo 8-glasno, in ko nekdo razmišlja z svojo glavo, iz svojih čutenj, iz svojih uvidov, in ti to ne govori kot resnice, ampak samo kot svoje spoznanja in išče dopolnjevanje, je potem ta od dvobojevanja igrivost, ki jo izraža tudi Sveta Trojica, tudi predkrščanske religije so govorile o trojstvih, ta igrivost sodelovanja, dopolnjevanja v iskanju harmonizacije skupnih ciljev, tistih vrednost, ki jih hočemo, ki jih pričakujemo, ki so v znamenju človečnosti, ampak ne osamljenega človeka, ampak te veliko igrive zlitosti tudi z preostalim stvarstvom. Jaz sem poln optimizma, ker vidim, da se to prebuja, ker nam je te igre med dvema ognjema na tolikih področjih, nam je tega že poln kufer, in čutimo, da se bomo morali povrniti k priporočiljem starih modrecev, tudi Platona, glasba, tolkala, brenkala, trobila, zdi se, da to ne gre skupaj, gre, da se drugo obogati in nastajajo fantastične simfonije v znamenju žlahtnosti. Zdaj sem se spomnil, kaj sem prej pozabil. Potem pa gremo spat. Se opravičujem, ampak to je res težko mogoče reči. Da gremo od živali k rastlinam. Živali smo tako izmučili in jih mučimo, da ne morejo več. Živali pravijo, ne moremo več. Živali ne morejo bivati, če niso povezane s svojo skupno dušo, posamezne vrste. Mi imamo dušo s sabo, one jo imajo pa na nebu. In s tem, kako živali industrializiramo, one izgubijo stik in one hočejo se umakniti. In v zvezi mirom je pa to, da mi še zmeraj smo, prej sem rekel 98%, ampak se ravnamo po živalih
to pomeni, da velike ribe žro male ribe. To je ta napačna ekonomija, si jo ti omenil. To je napačna ekonomija. Rastline same pridelajo to, kar potrebujejo za življenje. Zaradi tega je doba, ki prihaja, je doba rastlin. Rastlina je človek, ki stoji po konci, je rastlina. To se pravi, rastline so tudi v nas in ni nam treba zajezovati rek. Ni nam treba kopati urana in premoga. Življenjske sile so vse okrog nas. Tako kot je Tesla hotel to narediti, pa so mu preprečili. Potrebno je samo vključiti jih v naše, to, kar zares potrebujemo. Je potrebno, ampak mi seveda ne priznamo, da življenjske sile obstajajo znanstveno. Ne priznamo, ampak rastline znajo vse, ne samo od sonca, ampak tudi od zemlje in iz prostora, vse dobiti, kar je potrebno. In jaz sem prepričan, da je človek ravno tako tega sposoben. Ampak se nekako zadržuje na ravni ne živali, ampak načina, kako živali s tem, da se hranijo ena od druge. Ptice bi pomrle, če ne bi bilo žužkom in muh in kaj jejo. Torej, žuželk, če ne bi bilo žuželk. In to ni nam zapisano na kožo, da se mi vojskujemo in v ekonomiji borimo za tržne deleže in take reči. To je nepotrebno. In mislim, da je to, da se toliko vegetarijanstvo ali pa veganstvo pojavlja zadnja desetletja, je del tega, da se začenjamo zavedati, da smo pretekle dobe živeli z živalmi in bodočnost, seveda živali še zmerom, ker jih imamo radi in ker imajo svoj namen, ampak rastlinsko bistvo v človeku stopa v ospredje in žival se umika v vzročni svet, to se pravi k svojemu izvoru. Samo za spremenjena razmerja gre, ne pa da se nekaj vzame noter in drugo vrže ven. Za spremenjena razmerja in to nam odpira drugačen pristop do ekonomije, predvsem pa do medčloveških in mednarodnih odnosov v smislu trajnega miru. No, pa smo prispeli do zaključka tega večera. Trikrat hvala organizatorjem, trem dragocenim gostom in seveda vam za obisk nocoj v dvorani Slovenske Matice. Namesto zaključka bi vas pozdravil z odlomkom iz v več smislih domače mojstrovine. Tu bom izbral seveda tržaškega pisatelja Alojza Rebulo, ki je leta 1981 Zeleno izgnanstvo, največji, verjetno humanistični roman na Slovenskem, izdal v tej hiši in spomnil na tisti čudoviti prizor, kjer se pogovarjata Tilen Kontovevski, duhovnik tam z Tržaških obronkov, in tedaj, sredi 15. stoletja, tržaški škof, bodoči marsikaj, Enej Silvi Pinkolomini, ki ga tudi Ljubljančani menda dobro poznate, ko se pogovarjate seveda o nevarnosti turških upadov. In ga Tilen seveda v strahu sprašuje, censitudo, so Turki naša usoda ali niso. O čem pa neprestano govorimo, kaj polarizira vso politiko Evrope, kolikor ni idiotsko provincialna, če ne ravno Turek. In mu seveda Enej Silvi ga usmeri vase, kot bi rekel aforizem z Delskega preročišča. Rekoč,
da pri teh Turkih, takih in drugačnih, tudi naš čas jih ima svoje, gre za čisto nekaj drugega, gre za nekaj, pravi nej, Silvi, kar presega vrelo olje, ki naj se zliva na neke butice. Gre za sredozemskost naše vizije, tako rekoč, za njeno uravnovešenost, za njeno humanost. Torej, za lahko noč, da bi znali ostati humani, nehumanim časom navkljub. Hvala za obisk.